Dober dan, profesor Rakovec, ne? Ja, Pozdravljeni. dober dan. Kaj pa delate vi tukaj? Klasične meteorološke inštrumente sem prišel malo pogledati, ki jih imamo za študente. Aha, se pravi, tukaj merite, računate, kakšno bo vreme ali kako to? No, tukaj ne računamo, tukaj merimo temperaturo in vlažnost zraka na klasičen način. Slišal sem, da opazujete, kakšno bo vreme od odzgoraj. Kako, je to res? Ja, ker se vreme dogaja tam zgoraj, ne? Moramo seveda mi meriti, če hočemo kaj vedeti, moramo meriti tam zgoraj. To pomeni do višine 20-25 km visoko. In kako potem greste tja gor ali z avionom, računalniško, sateliti gledate? Približno zadnjih 100 let smo vezali merilne inštrumente povezane z radijskim oddajnikom na balon, napolnjen v starih časih s vodikom, danes pa s helijem, in smo jih poslali tja gor. In radijski oddajnik je sporočil podatke na tla. Danes je pa 95 še več procentov meritev od zgoraj navzdol narejenih s satelitov. Na satelitih so posebni inštrumenti, radiometri, ki merijo v različne globine navzdol v ozračje, kakšna je temperatura, kakšna je vlažnost in tako naprej. Zdaj mi tako najbolj poznamo meteorologijo iz televizije, vremenske napovedi. Študira pa se meteorologija na fakulteti za fiziko. Zakaj? Na fakulteti za matematiko in fiziko je zato, ker je to v resnici uporaba fizikalnih spoznanj na primeru fizikalnih dogajanj v ozračju. Dober dan. Dober dan, Jaz sem Daša, zdravo. Andrej. Andrej, vas poznamo predvsem z televizijskih zaslonov, ne? S čim se pravzaprav ukvarjate? No, po poklicu sem meteorolog in delam v Slovenski meteorološki službi. Tole je pa bolj postranska dejavnost, ne bolj v smislu tega, da pač nekako naše vremenske napovedi čim bolj korektno prenašamo v javnost, čim bolj razumljivo pač. S katero vejo konkretno se ukvarjate meteorologije? Jaz sem večinoma delam v prognozi vremena, se pravi, se ukvarjam s vremenskimi napovedmi, seveda je pa možnosti v meteorologiji več, ne. Kakšna je recimo bistvena razlika med prognostiko in klimatologijo? Ja, glavna razlika je v tem, da se v prognozi ukvarjamo s prihodnostjo, se pravi, kakšno vreme naj bi bilo, oziroma kakšno bo, kakšno pričakujemo, da bo, in ga skušamo pa čim bolj točno napovedati. Na drugi strani pa klimatologija se pa ukvarja s preteklim vremenom oziroma s podnebnimi značilnostmi. Pa ste si kdaj mislili, da boste napovedovali vreme na televiziji? Ne, v bistvu moram priznati, da ko sem začel delati v takratnem hidrometeorološkem zavodu, niti nisem bil naklonjen misli, da bi sploh delal v prognozi, ne, ker konec koncev to je delo, ki nima enakomernega delovnega časa, ki delaš zjutraj, zvečer, ponekod tudi po noči, neenakomeren delovni ritem in tako naprej, ne, in konec koncev vedno se ukvarjaš samo z vremenom, ne, kar morda zgleda za marsikoga enolično, ne. Ampak potem pa, ko sem pač kot pripravnik, ko sem moral poskusiti delati v vseh oddelkih, ko sem pač prišel tudi v prognozo, sem malo bolj spoznal, kakšno delo je to v resnici, in me začel bolj zanimati. Vi ste torej klimatolog. Da. Kaj to pomeni pravzaprav? Klimatologija je posebna veja meteorologije in se ukvarja z analizo vremena skozi daljše časovno obdobje. Namreč podnebje predstavlja neko povprečno vreme oziroma v novejšem času tudi vse ostale značilnosti, ki so povezane z vremenom.